V tokratni avtomobilnosti na prvo vožnjo zapeljamo kraljico prostornosti in uporabnosti Škodo Superb. Na električno omrežje priključimo Toyota CHR plug-in, z nami bo tudi Renault Kangoo, tokrat končno spet v družinam naklonjeni izvedbi. V kvizu pa ugriznemo in to dobesedno v odgovor preteklega tedna. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Nedavno so se na slovenski inovacijski konferenci avtomobilske industrije odvili oskarji te industrijske panoge in predstavili nekatere najbolj tehnološke prebojne rešitve. No, naši dobavitelji v avtomobilski industriji so zelo pomemben del slovenskega gospodarstva. Pridelajo namreč 10% bruto družbenega proizvoda, krivi so za 20% vsega izvoza in so težki kar 7,5 milijarde evrov. So pa, kot vsi v avtomobilskem segmentu, zadnje čase nekoliko nestrpni. Posel, ki je bil prej relativno stabilen že skoraj celo stoletje, saj v tem smislu, da se je vedelo, kam se gre z razvojem in tehnologijo, je v zadnjem času postal popolnoma shizofren. V enem trenutku govorimo, da bo že jutri vse šlo na elektriko, potem mogoče na vodik, vmes gremo vsi na priključne hibride, jutri bo vse avtomatizirano in leteče, v glavnem odprlo se je polje za napovedovane prihodnosti. No, ampak podjetja v slovenski avtomobilski industriji so v dobri kondiciji. Tudi zato, ker so se že zgodaj začela zavedati, da je za uspeh na tujih trgih potrebno stopiti skupaj. In ko smo ravno pri tem in v povezavi z avtomobilom, ki ga bomo naslednjega predstavili v Škodini tovarni, pred 10 leti so se v Mladi Boleslavi zbrali prav slovenski dobavitelji. Že takrat se je na dnevu slovenskih dobaviteljev Škodinim vodilnim predstavilo kar 18 slovenskih podjetij. In verjetno tudi zaradi tega velja, da je v skoraj vsakem avtomobilu tudi nekaj slovenskega oziroma eden izmed delov slovenskih dobaviteljev. No, mi vam tokrat predstavljamo novo Škodo Superb. Večkrat se je že pripetilo, da so nas poklicali gledalci in vprašali za mnenje, pa so rekli, da so želeli kupiti veliki družinski avtomobil, pa so jim trgovci predlagali bencinski motor. Pogosto rečejo, da v velik avtomobil pa pač tisti mali trivaljni mlinčki pač ne sodijo. No, ampak lahko pa vam povem, da sem se s tem velikim Škodo Superbom od centra Lizbone pa sem do teh čudovitih valov v okolici Kaškaja peljal, ne bom rekel ves čas, ampak zelo pogosto samo 2 valjema. Pa brez skrbi, govorimo seveda o novem benzinskem 4-valjnem motorju, ki vam bo, ko boste od njega zahtevali dinamiko, postregel 110 kW oziroma z okroglimi 150 konjiči. Zakaj sem se torej jaz peljal samo 2 valjema? The secret is the new version of this active cylinder deactivation, which has a new software, and we are using it in a wider range of situations. But I can roughly say that it is from 1,500 until 3,500 and partial load, so it's roughly 30% of the gas pedal. How was it before? The principle is very similar, but this range was not so wide like now. And also on this second generation, we don't have only cylinder deactivation of the second and third cylinder, but we have also for first and fourth cylinder new cam lobes, which are optimized for this 2-cylinder modus. Pred leti bi tak motor zagotovo nosil kakšno od eko-oznak, saj je optimiziran tako, da svoje prednosti pokaže še zlasti pri umirjeni vožnji. Ampak inženir, ki se ukvarja z eksplozijami, je navdušujočo učinkovitost dosegel tudi zato, ker se je pri svojih inovacijah lahko zanesel na pomoč kolega, ki se ukvarja z električnim tokom. 1.5 TSI je namreč blagi hibrid. Belgian generator of itself is also improved. There's a different kind of electric motor. Instead of a Clopo motor is a new permanent synchronous motor installed. Where can we feel in reality these improvements? It allows you to start the motor even if it's running. You know, when you shut down the engine, the RPMs go down. And then in the middle of the, when it's not even 0, you can start the engine again. And it will be much more smoother than
with a normal starter. Yeah, and then when the combustion engine is running at a lower speed, the efficiency is not high enough and the belt-driven generator can support it. You can fill the gap of the combustion engine with the electric motor. Zdaj je povsem jasno. Z vožnjo po obalni turistični cesti z nizkimi hitrostmi in veliko ustavljanja pri semaforjih sem se očitno jaz vozil po točno takšnih cestah, kot najbolj ustrezajo novemu blagemu hibridu. In na tej vožnji se je motor pokazal kot res, ampak res izredno miren, prijeten in tih motor. A težko bo ustrezal prav vsem mobilnostnim potrebam. Namreč Superb ima zelo jasno določeno ciljno skupino. In seveda bo ta avtomobil uspešnica. Že preprosto zato, ker pač družine prav veliko takšnih dolgih potovalnih karavanov nimajo prav veliko za izbrati. Takšne ponudbe praktično danes primanjkuje in manjka. Sploh, ko govorimo o karavanih, ki imajo za kar 690 litrov prtljažnega prostora in pa seveda ogromno prostora za noge tam na zadnji klopi. Seveda boste potem rekli, da bi takšen veliki karavan moral imeti dizelski motor in pa doseg recimo okoli 1000 km. Na tem mestu vam lahko povem, da sem se s tem benzinskim Superbom pripeljal sem s porabo okoli 6,4 litra na 100 km. Ampak predlagam, da zdaj pogledamo še enega novega Superba. Tistega, ki ima takšno odprtino na obeh straneh. Na eni strani vanj točimo bencin, na drugi strani pa lahko tudi na hitri polnilnici elektriko. Priključnega hibrida je ponujal sicer že prejšnji Superb. Roko na srce, redkim je bil električni doseg zadosten. That was not sufficient, that's why we extended the range. The battery has twice as much as capacity as it used to be, so the range should be also at least 100 kilometers. At least? It could be even more, yeah. Previously, we were able to charge the battery of the plug-in hybrid Superb also with ICE engine. With the new generation of Superb, it's not possible anymore because it wasn't efficient. Now the Superb could be charged with DC power, so it is even more efficient. It's faster than it was. Predlagam, da zdaj vstopimo. Na armaturni plošči bomo namreč vtipali naslednjo novost. Pametna, vrtljiva stikala z zaslonom. You can just control the temperature or you can turn on the heating. Just if you press it, you can control the heating of the seats, and if you press it again and the car has ventilated seats, you can also control the ventilation. And in the center, you can select from 6 functions. You can choose what you will be using the most. For example, air volume, normal volume of the infotainment. You can choose driving profile. So we can have also the volume button. Yeah, the volume button, and you can even zoom in the map. Like so, like this. It's 32 millimeters TFT, true color display, and it has 175 pixels per inch, which is, I would say, really nice to look at it. So now it's muted. Yeah. What is this? Also the driving profile. Yeah, everything you will also see on this TFT display, and also you will see it on the infotainment display. So these are some kind of shortcuts. Yeah, exactly. The shortcuts. Prihaja pa prva vožnja še enega zelo zanimivega avtomobila iz povsem drugega avtomobilskega razreda, prihaja pa ob pravem času s pravo tehnologijo na pravo mesto. Toyota CHR priključni hibrid. No, prihaja pa tudi z zelo zanimivo tehnologijo in nekaterimi zelo posebnimi novostmi. Recimo z tehnologijo geofencing, ki iz 2 sistemov, se pravi na eni strani iz povečane baterije in na drugi iz znanega in preverjenega hibridnega sklopa, poskuša potegniti maksimum. Se pravi na eni strani maksimum iz bencina in maksimum iz elektrike. In kompleksnost te tehnologije je preverjal Luka pri novem CHR-ju.
Tokrat vas pozdravljamo iz Marseja, torej prestolnice Provence, drugega največjega francoskega mesta, no po nekaterih podatkih pa celo najbolj nevarnega mesta v Evropi. No, te nevarnosti sam nikakor nisem občutil. Pri vožnji nove Toyota CHR pa sem občutil, da je Marsej tako nekako tipično francosko, prometno kar precej zabasano mesto. In zaradi te prometne obremenitve so v tem mestu odgovorni uvedli tako imenovano območje nizkih emisij, torej low emission zone. V tem primeru ne gre za tisto striktno zaprto območje, kamor je vstop dovoljen le električnim avtomobilom, ampak za območje, kjer poskušajo mestne oblasti gostoto prometa nekoliko zmanjšati s posebno dodatno dajatvijo. Avto, ki ga vozimo tokrat, te dajatve sicer ni oproščen, no ima pa kakovost zraka oziroma življenja meščanov zapisano nekako v svojih mislih oziroma v svojem računalniku. Ko v navigacijski sistem vnesemo cilj, ta samodejno prepozna območje nizkih emisij in tako takrat samodejno preklopi na električno vožnjo. In kako je to mogoče? Tokrat vozimo priključnega hibrida, torej zmogljivejšo različico 5. generacije Toyotinega hibridnega pogona, ki prinaša večjo baterijo. No in ta baterija ima enako kot pri Priusu kapaciteto 13,6 kWh. No, ampak če jo pri Priusu najdemo pod zadnjo klopjo, je pri modelu CHR skrita v dnu vozila. No in ta baterija, ki jo mimogrede proizvajajo v Turčiji, omogoča, da se povsem na elektriko po tovarniških podatkih vozimo 66 km. 66 km je seveda številka tistega pogosto kar težko dosegljivega uradnega standarda WLTP. No, ampak tokrat smo na cestah, na teh čudovitih cestah v okolici Marseja ugotovili, da je ta številka pravzaprav dokaj realna. Oziroma drugače povedano, tem avtomobilom je mogoče kar precej tiste zgolj električne vožnje. Kako so torej pri Toyoti uspeli doseči učinkovitost svojega priključno hibridnega pogona? Powertrain itself is a brand new unit. We introduced a 5th generation hybrid unit. And also the vehicle, we improved the drag coefficient of the drag as much as possible. But this hybrid, plug-in hybrid system has a predictable drive function and a geofencing. So the once customer set the navigation, automatically this vehicle find the most efficient way to manage between hybrid mode and plug-in hybrid mode, EV mode. Na našem testu modela CHR kot klasičnega hibrida smo ugotovili, da so njegove vozne lastnosti zelo dinamične, predvsem po zaslugi 5. generacije Toyotinega hibridnega pogona, ki deluje zelo odzivno in linearno, torej nudi nekakšen naraven vozniški občutek in se ne zaganja v višje območje vrtljajev. In dinamiko je Toyota poskušala ohraniti tudi pri nekoliko težjem priključnem hibridu, pa čeprav tokrat ni na voljo po našem mnenju še bolj dinamičnega štirikolesnega pogona. In to je, kot smo izvedeli, povsem marketinška odločitev. CHR priključni hibrid z oznako 220 je tudi najbolj zmogljiva različica v ponudbi tega modela. Skupna sistemska moč bencinskega motorja in elektromotorja, ki se nahaja na prednji osi, namreč znaša 163 kW, kar pomeni, da se lahko ta avtomobil do 100 km/h požene v dobrih 7 sekundah. Compared to the hybrid, the almost 200 kg heavier than hybrid. But maybe you didn't feel that kind of heavier feeling. So we know, and we developed the platform itself to install the heavy battery. But it can create some lower the center of gravity. So it's better for the dynamic performance. And also we introduced suspension tuning for this vehicle specifically, including some special technology for the shock absorber. I think you could feel very good balance between ride comfort and dynamic performance. We implemented many lightweight technology to implement some high tensile steel or some structure to make it lighter. But we implement many devices on top of the current previous generation, but still we are keeping the same or a little bit lower weight.
Ampak mi menimo, da bi za nakup tega avtomobila še vedno v resnici moral pretehtati tisti faktor racionalnosti oziroma varčevanja z energijo oziroma vožnja na cenejši vir energije. In kot smo v avtomobilnosti že večkrat poudarili, je nakup priključnega hibrida smiselen le, če ga boste vestno priklapljali na polnilni kabel. In če lahko Priusa kot priključnega hibrida polnimo z največ 3,5 kW moči, pa CHR omogoča dvojno moč polnjenja po zaslugi dveh nameščenih polnilnikov. No in tako moč polnjenja znaša 7 kW. It's quite important to reduce the time duration to charge, considering the European customers' environment and the charging the facility. So I decided to introduce two devices. Tehnična rešitev dveh polnilnikov, eden se nahaja pod dnom prtljažnika, drugi pa pod zadnjo klopjo, je uporabljena predvsem zaradi ohranjanja prostornosti vozila. V primerjavi s klasičnim hibridom ta avtomobil namreč izgubi zgolj 15% prtljažnega prostora, ki ima tako prostornino 310 litrov. Pri Toyoti predvidevajo, da bo s priključno hibridnim pogonom opremljen vsak četrti v Evropi prodan CHR. No, glavnino pa bo še naprej predstavljal klasični hibrid. Zdaj pa je napočil trenutek, ki smo ga vsi čakali, avtomobilnostni kviz. Preden pa vam zastavim vprašanje tega tedna, vam podam odgovor na vprašanje preteklega tedna. In to se je glasilo takole: kateri originalni rezervni del znamke Volkswagen je najbolj prodajan? In odgovor je, ne boste verjeli, to je klobasica oziroma hrenovka. Volkswagenov Currywurst je svojo pot začel že leta 1973 in sicer v matični tovarni v Wolfsburgu. Že tovarna sama po sebi je zgodba zase, saj je monstrum svetovnih presežnikov, ki ima v svojem sklopu tudi oddelek s 30 zaposlenimi, ki izdelujejo rezervni del s svojo kataloško številko, ki je, kot rečeno, hrenovka. To ponujajo v dveh velikostih, manjša je dolga približno 13 cm, večja pa 25 cm. Na voljo je tudi zaposlenim v drugih Volkswagenovih obratih, na prodaj pa tudi v nekaterih trgovinah in seveda ta rezervni del je najbolj zaželjen na nogometnih tekmah. Zgolj zaposleni v Volkswagenovih tovarnah jih na leto pojedo približno 2,5 milijona. No, še kaj in pa informacijo o tem, kakšen revolt oziroma upor se je zgodil, ko so v sklopu z nizkoogljično tranzicijo želeli Currywurst na nek način ukiniti, lahko preberete na MMC-ju, se pravi na naši podstrani rtvslo.si/avtomobilnost. Zdaj pa vprašanje tega tedna, ki se glasi takole: kaj je Citroen Ami, če ni avto? Odgovorite lahko tako, da kliknete na QR kodo na zaslonu ali pa nas kadarkoli obiščate na rtvslo.si/avtomobilnost, kjer lahko pogledate tudi odgovore na vprašanja preteklih oddaj. Prav na tem mestu smo o kitajski avtomobilski industriji res velikokrat govorili. Ugotavljali smo, zakaj je nastala, kako je nastala takšna, kot je danes, in ugibali, kakšna bo jutri. Vse v povezavi z njo se zdi fascinantno ogromno, včasih celo kar usodno. Ampak v resnici tako situacijo že poznamo iz zgodovine in ni treba, da bi bila zelo posebej usodna. Če skrajno poenostavimo, potem bi trenutne odnose med kitajsko in evropsko avtomobilsko industrijo lahko primerjali z odnosom, kot sta ga imela avtomobilska industrija Japonske in Amerike v 60-ih, še posebej pa v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. Takrat so japonske tovarne, še posebej Toyota, Honda in Nissan, ameriškemu trgu in kupcu ponudile modele, ki so bili ne samo občutno cenejši, ampak tudi bistveno bolj kakovostni in energetsko učinkoviti. In kako je odreagiral Detroit? Nastopil je ludizem, trumpizem, nasilje. Šli so tako daleč, da so se japonskih avtomobilov lotili celo z macolami. In ker nasilje rodi nasilje, se je zgodil tudi umor.
Dva Chryslerjeva zaposlena sta do smrti pretepla naključnega Azijca, Vincenta China, ki pa je bil, da bo vse skupaj še bolj noro, v resnici Kitajec in ne Japonec. Seveda so v nadaljevanju nekatera ameriška podjetja propadla, pa prestrukturirala so se, povezala, vse mogoče se je zgodilo, ampak predvsem zaradi konkurence so postala tudi bistveno bolj konkurenčna. Delati so začeli boljše avtomobile. Na drugi strani pa je Japonska morala na ameriškem trgu postaviti tovarne. Če nekaj hočeš, moraš nekaj tudi dati. In ko smo pri tem, kitajski avtomobilski trg je evropskim avtomobilskim proizvajalcem v zadnjih 30 letih dal ogromno. Zdaj pa bo nekaj vzel. Ne bo pa vzel vsega. Že samo zato ne, ker ima že svojim ogromnim trgom na vidiku izjemno veliko težav. Naša podjetja pa so vmes storila nekaj, kar je za naše okolje pravzaprav precej nenavadno, ampak zelo pametno in zrelo. Stopila so skupaj, sklenila zavezo gremo in z inovacijami iščejo pot na nov trg. In ta trg bo samo še večji in še bolj raznolik. In zato ponujajo več priložnosti. Stojna višina. No, stojna višina bi lahko bil eden od nakupnih razlogov, zakaj izbrati Renaulta Kanguja. Namreč, ta avtomobil, kot vidite, je tako zelo prostoren, da se je moj 6-letni sin tukaj zadaj kar sprehajal. Seveda je bilo, ko smo mirovali, ne med vožnjo. Ampak pomembno je, da tukaj zadaj se mu ni bilo treba recimo kobacati čez sredinski greben, kot ga recimo poznamo pri limuzinah in pa karavanih. Se pravi, Renault Kangoo je sicer mali kombi, ampak lahko bi mu rekli kar avtodom za tamale oziroma mali avtodom. Ampak, če vemo, da mu je ime Kangoo, to pomeni, da vemo tudi, da bo imel zelo, zelo velik prtljažnik in seveda v tem primeru gre za več kot 700 litrov in seveda vse to že vemo. In tudi vemo tudi, da bo ta prtljažnik izrazito kockast, da bo seveda zelo uporaben zaradi te kockaste svoje oblike. Seveda vsakeč, ko smo kaj tovorili pa bagari na dopust, smo to zelo, zelo cenili. Torej, da je Kangoo prostoren, to že vemo, zato ker tako je že vse od leta 1997. Torej, že skoraj 30 letja poznamo ta mali kombi, ki ni samo za poštarje. Že več kot četrt stoletja poznamo ta mali kombi, ki je tudi za družine. Torej, ta tretja generacija Kangooja pravzaprav ne prinaša nobene nove ideje. Gre pravzaprav za evolucijo. Seveda, ta evolucija je še malce bolj osebne narave, kot pa recimo gospodarske. Je pa seveda treba vedeti, da vendarle gre za kombi, ki se recimo v ovinkih malce bolj nagiba, pa recimo na avtocesti je avtomobil malce bolj glasen, pa seveda včeraj, ko sem se vozil na desnem zadnjem sedežu, sem v tem avtomobilu dodobra občutil kakovost slovenskih cest. Potegnjeno pod črto, ta avtomobil zelo, zelo dobro opravlja tisto vlogo, ki mu je bila zaupana. Namreč, ta avtomobil seveda ne kupimo zato, ker bi nam bil tako zelo všeč, ampak zato, ker ga pač potrebujemo. In potrebe so bile tudi tiste, ki so ta avtomobil sploh pripeljale zdaj spet v Slovenijo. Namreč, ta avtomobil je Renault predstavil že konec leta 2020 in zadnje leta ga je Renault v Sloveniji ponudil samo za posel, ne pa tudi za družinsko rabo. Menda naj bi bilo v Sloveniji premalo takšnih družin, ki bi si takega avtomobila v bistvu želeli oziroma bi ga potrebovali. Zdaj pa so se razmere vendarle spremenile. Danes namreč je težko kupiti za spodoben denar avtomobil, ki bi zadovoljil potrebe družin. Malce je seveda razlog zaradi dviga cen, avtomobili so postali bistveno bolj nedosegljivi. Po drugi strani pa tudi zmanjkalo je kar naenkrat ponudbe. Namreč tudi tisti tekmici, ki so bili še do nekaj let nazaj dosegljivi, danes obstajajo samo še v električni verziji. In seveda elektrika pa je marsikaterega Slovenca tudi zelo, zelo razjezila. No, saj Kangoo je tudi na voljo kot električni avtomobil. Ampak, ko ste nas tako množično ustavljeni na ulici in spraševali o tem avtomobilu, je bilo zelo hitro, zelo očitno, da je pravzaprav klasičen, stari, dobri dizelski motor v tem Kangooju pravzaprav Kangoojeva zelo, zelo velika konkurenčna prednost. In čeprav
ta motor pravzaprav ni nič posebnega, pravzaprav tudi je nekoliko dolgočasen, pa še povezan je s klasičnim, tudi dolgočasnim ročnim menjalnikom, ampak pravzaprav ta avtomobil nam omogoča, da vendarle lahko. In ta lahko je pravzaprav bistvenega pomena v primerjavi sploh z električnimi avtomobili. Namreč s tem avtomobilom lahko gremo recimo tudi na drug konec Slovenije, če se recimo zgodi neka nepričakovana potreba, da je treba na hitro nekam nekaj odpeljati, mi pa imamo recimo prazno zalogo energije. Seveda, če bi bil to električen avtomobil, bi ga seveda morali najprej napolniti in seveda to nekaj časa traja. Pa tudi, ko gremo s tem avtomobilom na sobotni družinski izlet, recimo po zimi, se s tem avtomobilom ne potrebujemo obremenjevati z dosegom, kajti ta avtomobil se s polnim tankom odpelje več kot 700 oziroma tudi več kot 800 km stran. No, zaključimo pa še enim lahko. In ja, lahko sem zadaj namestimo 3 otroke v 3 otroških sedežih. In morda za konec še nekaj iz rubrike Morda niste vedeli, no Kangoo je na Japonskem postal pravi kult in od leta 2008 se na pravem Kangoo festivalu sreča največ kangujev na svetu. Kaj pa to? Ime Kangoo bi moralo pri kupcih, vsaj po teoriji marketinških strokovnjakov, takoj sprožiti edino možno asociacijo. In to je kenguru. In seveda s tem povezan njegov žep za prenos tovora, majhnih kengurujev. In lahko bi še nadaljevala. No to in še več si lahko preberete na naši podstrani na MMC-ju, rtvslo.si/avtomobilnost, kjer pa seveda odgovorite na vprašanje tega tedna in si poglejte detajlen odgovor preteklega. Hvala. Srečno!